Pisatelj Finžgar je bil moj stari stric, vendar sem ga klical vedno stric Jur. Zakaj stric Jur? Nihče pravzaprav mi kasneje, ko sem odrastel, ni vedel razložiti. Moja mama in oče pa sta domnevala, da verjetno zato, ker je Finžgar me občasno, ko sem se igral v njegovi delovni sobi, zabaval z risbico nekega lovca, to je na hitro naskiciral na neko beležnico ali pa na list papirja, lovca, ki je imel na glavi klobuk z perjem ruševca, puško na rami in psa zraven. In je rekel, vidiš, to je pa Jurij s pušo. Verjetno je zaradi tega prišlo do, bi rekel, tega, da sem ga klical stric Jur. 15 let mojega življenja sem preživel z njim. Mi smo stanovali v spodnjem stanovanju in moj oče in mati sta skrbela zanj in za njegovo sestrično Anico, ki je bila vsa leta Finžgarjevega popotovanja njegova gospodinja. Za mene seveda toliko bolj pomembno, ker mogoče je en majhen del mojega sedanjega strokovnega zanimanja za gastronomijo povezan tudi s teto Ano, ki je bila odlična kuharica, in se imam nje za zahvaliti za številna znanja tudi iz tega področja. Vendar, če se vrnem k Finžgarju, naj povem seveda, da bi pripoved o njem bila lahko zelo dolga, čeprav zgodovinsko gledano 15 let ni ne vem kakšno dolgo obdobje. Ampak že to, da za 15 let življenja z njim obstoja toliko zanimivih podrobnosti, je dokaz, kako polno je bilo življenje z njim na različnih področjih. S mojimi sošolci in prijatelji smo se seveda igrali na našem vrtu. Vrt je bil izjemen, eden najlepših vrtov na Mirju, lepo urejen, potke z belim peskom, sadno drevje. Finžgar je po svojem očetu, lahko rečem, podedoval izjemen smisel za sadjerejo. Še vedno je uporabljal očetov kriv nož za obrezovanje in tako naprej. In seveda, ko je sadje začelo zoreti, smo mi navdušeni, to se pravi jaz in pa moji prijatelji, z navdušenjem poskušali trgati najlepše hruške in jabolka. Če je bil Finžgar na vrtu, je rekel, na tleh, ta jabolka ali pa te hruške, ki ležijo na tleh, so najboljše, zato, ker so prve padle z veje. Te morate najprej pojesti. Potem še danes imam občutek za obrezovanje drevja. Ko je bil v visoki starosti, seveda ni mogel več stati na lestvi in obrezovati, in to je bilo moje delo, in s palico, ki je uporabljal pri hoji, mi je kazal, katere veje je treba odrezati, katere ne, zakaj predvsem ne, vedno je razlagal. No, drugo tako področje, ki bi ga rad izpostavil, je mogoče začetek mojega šolskega obdobja. Lahko rečem, da sem bil kar priden učenec, saj iz spričevala je razbrati, da prevladujejo petice. No in seveda Finžgarja smo večkrat prosili, oziroma strica Jurija smo večkrat prosili, da mi je popravil, pregledal kakšno nalogo, zlasti proste spise iz slovenskega jezika. In ponavadi sem vedno dobil najvišjo oceno. Se je pa enkrat zgodilo, da učiteljici ni bilo nekaj vse po godu in je seveda mi dala oceno, ne vem, -4, če se ne motim.
Bil sem zelo nesrečen in mama mi je rekla, ne si stricu pokazati, ti bo on povedal, kaj misli. In seveda sem šel do njega, on to bere in ko pride do tiste opombe z rdečim črnilom, ki jo je napisala učiteljica, je seveda začel odkimavati z glavo in je zarobantil s takim mogočnim gorenjskim glasom, ta baba je nora. In seveda to se je meni grozovito dobro zdelo, čeprav je bilo mogoče pedagoško malo neustrezno, ampak vseeno, vedel sem, da sem mogoče naredil le prav, ker sem stricev nasvet upošteval. Se je veljal, seveda, to sem šele kasneje spoznal, za enega najboljših slovenskih pisateljev z izbrušenim jezikovnim znanjem. Seveda, Finžgar je, ko je padla bomba o bombardiranju med drugo svetovno vojno na njegovo hišo, bil zasut. Moj oče je bil tisti, ki ga je prvi odkopal iz tega zasutega materijala, preprosto zato, ker oče in mati še nista bila poročena, sta bila še fant in dekle. Oče je živel v ljubljanskem Nebotičniku in je skozi okno opazoval, kako letijo bombe na tisti del Ljubljane, kjer je živelo njegovo dekle, in je potem hitro šel na bicikl in se odpeljal na Mirje in začel odkopavati Finžgarja. No, Finžgar je, kot sem že omenil, ob tem bombnem napadu oglušel in je uporabljal naglušni aparat. Tega so mu poslali po drugi svetovni vojni slovenski izseljenci iz Clevelanda. Najprej enega in potem še drugega. Finžgar seveda s tem aparatom ni bil pretirano navdušen, zaradi tega, ker je le delno omogočal sluh, vendar kljub temu smo mi morali pri pogovoru z njim močno vpiti in se zelo na glas pogovarjati. No, in Finžgar je imel pa eno posebno veselje, da je rad kaj vijačil, kakšno aparaturo razdrl in tako naprej. In je večkrat v ta naglušni aparat, ker se mu je zdelo, da ne deluje dobro, z nožem poskušal nekaj urediti, s tem je prerezal kakšno vezje, in mi smo imeli eno teto, ki je bila v službi na Radiu Ljubljana in parkrat na leto sem moral te dva slušna aparata odnesti tehnikom na Radiu Ljubljana in so rekli, gospod pisatelj je spet nož uporabljal, ko so to zadevo odprli in poskušali rešiti pač to napravo. Spominjam se tudi, kako so snemali dokumentarec o Finžgarju ob njegovi okrogli obletnici. Za mene kot otroka je bilo to nekaj enkratnega, ker sem prvič v življenju videl, kako so v njegovi delovni sobi položili tirnice, po katerih so vozili kamero sem ter tja. V tem filmu sem tudi sam nastopil in sicer v enem kratkem kadru sem mu prinesel eno kuverto, se pravi pismo, in mu ga predal. No, sicer pa Finžgar je leta 1962 umrl, še 14 dni pred njegovo smrtjo. Sem ga fotografiral na vrtu, to je bil njegov zadnji sprehod, ki ga je redno opravljal, kadar je bilo lepo vreme, seveda, po njegovem vrtu. Takrat sem se že ukvarjal malo s fotografiranjem in to je danes še vedno zadnja uradna Finžgarjeva fotografija pred njegovo smrtjo. Na mrliškem odru je ležal doma. To je bil verjetno zadnji
Ljubljančan, ki je ležal v domači hiši, in spominjam se velike množice ljudi, ki je 2 dni zapored hodila in se poklonila spominu Finžgarja. Zanimivo je to, da je ležal v predsobi ali v sprejemnem delu stanovanja, in zanimivo je, da so ga seveda škropili z blagoslovljeno vodo in da je bilo njegovo telo treba večkrat tudi pobrisati, ker je bilo teh obiskovalcev toliko veliko, da je bil Bogi Revež ves moker. No, ampak potem je pa prišel drugi dan na obisk tudi ljubljanski škof, ki je pa rekel, se ni treba dati blagoslovljene vode, lahko daste tudi sol, ki jo bom jaz blagoslovil. No, in takrat naprej so ga škropili, v narekovaju rečeno, soljo, ali bolje rečeno potresali soljo, in moj oče je potem vsak večer, ko so se hišna vrata zaprla in ni bilo več ljudi, vzel metlico in pa smetišnico in je to sol pograbil, po metu, da je bilo njegovo telo seveda in pa obleka, bolje rečeno, taka, kot mora biti. Pokopali so ga na Ljubljanskih Žalah, spominjam se izjemne množice ljudi. Pokopali so ga na pokopališče ljubljanskih duhovnikov, se pravi na pokopališče ljubljanske nadškofije danes, za katerega je bil seveda zaslužen prav on. Finžgar namreč ni bil samo pisatelj, Finžgar ni bil samo dober svetovalec, Finžgar ni bil samo izjemen človek, ampak je bil tudi dober organizator, izpeljal prenekatero zadevo. Tudi naj omenim, kako je bil zaslužen, recimo, da smo dobili ta znameniti Plečnikov most v Trnovem in tako naprej. No, in s Plečnikom se je dogovarjal tudi za ureditev tega pokopališča. Slavko Pengov, če se ne motim, je bil avtor Kristusa, velikega kipa Kristusa, ki stoji na tem delu pokopališča. Tako da, če se zdaj ozrem nazaj na teh, recimo, na ta leta mojega življenja s Finžgarjem, lahko rečem, da sem prav pri njem in po njegovi zaslugi dobil veliko lepih nasvetov za življenje v prihodnje. Navsezadnje mi je tudi v spominsko knjigo napisal: pogumno v svet nameri svoj korak, toda glej, da res pošten bo vsak. Mislim, da to ne velja samo zame, ampak za kogarkoli, ki poskuša sooblikovati vsakdanjike in praznike v tej naši Sloveniji.